prišel sem na štart, eden prvih pod balon. Sem ta balon videl, so prišle tiste emocije iz 2016 na plano. Je bilo zelo čustveno že takrat, ko sem prvič to osvojil. In sem rekel, Simon je vsem še toliko mlad, pa pismo, da bi še mene enkrat ratal. Spoštovani in cenjene, spremljate 28. epizodo vašega omiljenega podcasta Zagret za tek. Marko Roblek je moje ime in danes je z mano odličen tekač, maratonec in prijatelj Jani Mulej. Jani, dobrodošel v najbolj tekaškem podcastu. Živijo Marko. Živijo. Čast mi je, veselje, da te gostim danes tule. Že nekaj časa sem te imel v mislih. Zadnjič se pa potem srečala na našem ovalu tamle na Brdu. Pa sem imela tako zanimivo debato in potem sem nekaj časa premišljal o tem, sem rekel, no zdaj pa že čas je dozoril. Jani mora priti v tale podcast, povedati kaj več. Za začetek, Jani ali Janez, kaj ti je ljubše? Od rojstva sem Jani, uradno sem pa Janez. In tukaj je zanimiva zgodba, ko sem prišel v prvi razred osnovne šole. Je učiteljica rekla, ne, če piše Janez, boš Janez. In sošolci, ko smo se že odprej poznali, so se zelo težko navadili, da sem Janez. No. Drugače pa doma sem bil pa zmeraj Jani, v službi malo bolj uradno vse ne rečem, da sem Janez, tako da sem tudi tam Janez. Oboje je v redu. Tako da, spoštovane gledalke, cenjeni poslušalci, če boste potem googlali Janija ali Janeza Muleja, tako da boste vedeli, njegovi rezultati pa njegove pribeležke se najdejo pod obema imenoma, da boste obe različice pogooglali, da bo se najdel vse njegove zmage, ker jih kar neki. Verjamem se vedno pod Janez. To je res, to sem najdel, sem najdel tudi v člankih, me pa preimenujejo v Jani, verjetno zaradi Facebook profila, verjetno vsak malo prever. In verjamem se pa zmeraj kot Janez, seveda, to je pač moj ime uraden in tako se moram prijaviti. Tako da, začetek te bom vprašal, da razbijeva led, čeprav sem že pošpegal na tvojo stravo, ampak vseeno za najno občestvo tam zunaj, si danes že tekel, Jani? Seveda. Se razume, samo enkrat najbrž ali že večkrat? Enkrat. Danes je bil pač tak primer, da pa zdaj zadnje 2-3 tedne je to tak primer, da v službi nekako mi ne dovoljuje čas, da bi še zjutraj kaj tekel. Pa tudi nekako tak plan sem si zamislil, sva si zamislila z Lukom, tako da tečem 2krat večinoma čez vikend ali pa ko sem prost, to se pravi dopust. So tam zunaj še sigurno ljudje, ki te morda še ne poznajo, zato se spodobi in prav je, da te začetek primerno predstavim. Janez oziroma Jani Mulej je vsestranski športnik, mladostni hokejist, kasneje triatlonec, že dobro desetletje, pa izjemno hiter tekač na vseh razdaljah do maratona. 2-kratni državni prvak, tako v polmaratonu kot v maratonu, je tudi 2-kratni prejemnik plakete Zavoda za šport Jesenice. Je zmagovalec mnogih tekaških dirk po Sloveniji in še vedno meša štrene na vrhu, kjerkoli se pač pojavi na štartu. Je redno zaposlen, mož in oče, v teku pa še ni rekel zadnje besede. Na seznamu imaš, Jani, vsaj še 2 neizpolnjena cilja, ki jih kaniš doseči: maraton po 2,5 ure in seveda zmago na nočni desetki. Kaj bi še dodal, Jani? Trenutno je prioriteta maraton po 2:30 ure. Upam, da bom lahko prvič napadel letos že v Radencih. Ni rečen, da mi bo uspel. Drugače imam lahko popravna izpita Dunaj, Berlin, če tudi teh prireditev ne bo. Mislim pa, da tudi če ne bo teh prireditev, bom pa to s prijatelji solo v teku. Načeloma mi bo pomenil podoben. Bom rekel, da gre se za moj mir notranji, za od nobenega drugega, tako da
To moram doseči. Nočna desetka. Zapravil sem že 2 možnosti za zmago. 2-krat sem bil favorit pred štartom. Zmeraj sem malenkost preveč napovedoval in po domač povedan zvisil. Tako da tudi nočno desetko bom še zmagal. Brez skrbi. Ko se govori, s kakšnim tempom se začela, tole bo super. Tisti, ki poslušate tole na teku, evo, zdajle vam je siguren utrip malo pognalo, pa tempo pospešilo. Super bo, začela sva fenomenalno, nadaljujeva v enakem tempu. Nekaj mi povej, Jani, si vrhunski tekač, kako da si recimo svoj tekaški talent ti ali pa kdorkoli že okrog tebe odkril šele recimo tam skoraj pri 30 letih. Si bil, v mladosti jasno iz tistih koncev, ker si pač brusil drsalke nam je spod platov, ampak vseeno, ne? Potem si bil še v triatlonu, kako da si se v teku znašel tako, recimo, sorazmerno pozno. Najbrž ste tu že prej tekel, pa so ti že, ne vem, morda v šoli kdaj napovedali, da bi lahko bil tekač. Zdaj, v bistvu hokejist nikoli nisem bil. Aha. Jaz sem bil v bistvu samo o temu rekreativnemu roller hokeju. Okay. Drsati v bistvu ne znam tako dobro, nisem tudi nikoli imel neke možnosti za to. Svoje prve rolerje sem dobil, mislim, da pri 13-14 letih, so me zasvojili, hokej sem mu zelo rad zaradi navijaškega vzdušja, sem pač velik navijač jeseniškega kluba. Nobenega športa v življenju nisem treniral zares. Triatlon sem v bistvu, je zanimiva zgodba, da sem se sploh udeležil tistega pol Ironmana. Iz tega triatlona pol Ironmana sem v bistvu presedlal samo na tek. Pri teku je pa tako, v osnovni šoli sem kazal neke predispozicije, ker nikoli nisem nič treniral, sem bil mogoče malenkost v ozadju, ker prihajam vse iz okolja, kjer je bilo veliko sošolcev hokejistov, tudi kakšen atlet, tudi kakšen nogometaš. In tisti so bili nekje do 6. 7. razreda osnovne šole boljši kot jaz, no, ker normalno, oni so redno trenirali, jaz sem se pač kondicijo nabiral skozi to jago, z kolegi, z prijatelji na vasi. Tudi kdaj sem se udeležil kakšnega treninga s prijateljem, sosedom Marcelom pa Davidom Rodmanom, ki sta še dodatno po treningu šla kaj potrenirati. Tako je prišlo nekje do 7. razreda osnovne šole, ker sem pa kar iznenada na 600 metrov postavil rekord 7 razredov. No. V bistvu je še zdaj na osnovni šoli Žirovnica, je še zdaj moj rekord na 600 metrov v 7. razredu. No. Rešil me je pa to, da je zdaj 9-letka in ni več isto, kaj je bilo. So malo mlajši v 7 razredih, kako? Tako ja. Kakšen pa je bil ta rezultat? Sorry, če te prekinjam, ampak vse. Mislim, da je 1,32, mislim. Lepa za 7. Ja. Da bodo vsi tisti, ki poslušajo iz 7. razreda, zdaj si lahko zabeležili, če so hitrejši, lahko Jani Mule, evo. Ja, ti atleti mladi, gledam te rezultate na 600 metrov, so kar hitrejši, no, tako da 1,32 za njih ni neka taka znanost, ampak za našo šolo je bilo pa kar v redu. In tako sem se pa udeležil tudi tega občinskega krosa, tam sem seveda zvisil, zaradi tega, ker nisem bil navajen razdalje več kot 1000 metrov, pa ker sem iz štarta se seveda izstrelil. Pa je pa prišla srednja šola, sem v bistvu še zmeraj nekje 600 metrov bila moja prvotna disciplina, tudi sem bil zmeraj v spredju. Na faksu smo pač žurali, malenkost sem začel teči zaradi bratranca, strica, pa je pa že nastopila prva služba v Vevčah in tam sem pa imel sodelavca, 2 starejša možakarja, ki sta veliko tekla, sta tudi na teh rekreativnih dirkah skozi se štopala, bila v spredju, tekmovala v svojih kategorijah in tudi sam malo začel, mogoče z malenkost preveliko težo, ampak takrat je bilo nekje 13 na uro, če bom tekel, sem pa super, sem pa fajn.
In tako sem se tudi udeležil, mislim, da je 2 tekem, 2 prireditev. Ena je Drenov Grič, ena je bila pa, mislim, da Belke. Seveda sem bil vzadej. Ampak tam sem začel spoznavati te boljše tekače in sem kasneje tudi z njimi tekel, marsikoga tudi prehitel. Tam sem prvič v živo videl tudi Romana Kejžarja, prej sem pač ga videl samo na olimpijadi na televiziji, pod komentarji Stareta. Pa moram reči, da se mi je večino, kar sem gledal, zelo smilo, škoda, da mu ni uspel en res vrhunski čas tudi na olimpijadi Romanu. Poj pa naključno sem šel v ta pol Ironman na Bledu, en prijatelj, takrat, ko sva skupaj hokej igrala na rolerjih, mi je rekel, bivši v bistvu triatlonc, je rekel, jaz bi šel pa na pol Ironman in sem bil tudi jaz ravno brez službe. Pa sem rekel, daj, bi pa šel tudi jaz, zdaj nekaj bova sponzorjev zrihtala, da bojo štartnino poravnali. No in nazadnje sem se samo jaz tega triatlona pol Ironmana udeležil, on se ni. Nekako sem si zastavil, da bom šel pod 5 ur, mogoče je bilo malo iluzorno, zato ker ne znam plavati dobro. V bistvu jaz plavam bolj žabco, pa še to po domač žabco. Sicer v tistem obdobju sem nekako si razporedil nekje 10 ur treninga na teden in od tega je bilo 2 ure plavanja na jeseniškem bazenu. Malenko sem se učil kravla, ampak ne toliko, da bi pa jaz preplaval, to se pravi skoraj 2 kilometra na Blejskem jezeru brez da bi vmes žabco plaval. No, nazadnje pa tako prišlo, da sem po 20 metrah izgubil očala iz glave in sem v bistvu celo pot žabco plaval brez očal, brez potapljanja. Enostavno so bili na štartu taki valovi, da sem toliko vode popil, da enostavno mi je očala tudi brisal dol. Sem tisto odplaval, sem bil seveda pred zadnjih, menjavo sem mu najpočasnejšo med vsemi, med vodo pa med kolesom. Prišel sem na štart z gajbico, so se mi pa te tekaški kasneje prijatelji smejali, so rekli, Lusa, se te spomnimo iz triatlona, kako si ti to menil, ko si prišel z gajbico iz trgovine plastično z opremo. No, na kolesu sem jih že kar lovil, kolo sem prav s temu namenom kupil, kljub temu, da sem bil brez službe, nekako sem se odločil za en cestno kolo, kupil tudi aerobare, nekaj treniral na njih, v bistvu največ sem posvetil časa treninga kolesu. Tek mi je bil pa že tako samoumeven, tako da ga nisem prav veliko tekel, tudi odtekel tam polovičko za 1,35, mislim, da po kolesu in po plavanju prehitel veliko tistih tekmovalcev, prišel s močnimi krči v cilj, ampak čas je bil 4,55, tako da glede na vse mi je uspel, no. Je pa želja, da bi pa enkrat Ironmana celega seveda oddelal. Zanimivi občutki so, no. Moram reči, zanimivi občutki. Res, da nisem jaz za te dolge 10-urne, pa 5-urne, pa 6-urne, ampak mogoče kdaj, ko se mi ne bo dal več toliko teči, bom rekel. To še spet na bazenu vračati, pa kravljati. Neznosne razdalje. To je bilo pa konc tega triatlona, sem pa rekel, pa še zmeraj malo laufal, tukaj po Dobravi, srečal 2 tekača, Tomaža Majerja pa Petra Tonklija in Tonkli kot Štajerc, odprt. Ustal se, midva pa tebe vidva doska tukaj teč, to ti laufaš nekje okrog 4,0 na kilometr, daj, kaj pa če kdaj skupaj tekal. No, in tako sem 2,10 pred koncu zaštartal za tem tekem. Zelo hitro sem usvojil ene določene tempote. Peter je koj zastavil z mano z intervali, 4x2 jurja in tako naprej. Meni to do takrat čist neznan svet. In pa je to, pa me je potegnil, seveda. Če ti gre dobro, te potegni.
Ja, to je bilo sam pol leta, ko si bil že na nočni desetki, pa si že letel, ne vem, do 32 desetkov. To je bil, rekel, silovit vzpon, ker nekje si prišel, se pravi, noben te takrat nekaj dosti poznal, saj mi ne izteka, ampak si se visoko plasiral in potem vztrajal vsa ta leta, bom rekel, tudi na desetki na temi časi 32-33 minut, to kar držiš, tako da si že od začetka pokazal, s kakšnega testa si in potem sezono nadgrajeval. Jaz sem šel gledati malo tvoje rezultate. Ne vem, če sem prav pogledal, je bila tvoja vrhunska sezona najprej 2015, ko si tudi na stezi tekel veliko, postavil cel kup posebnih rekordov 1500 naprej. Za nameček potem v Konjicah na državnem prvenstvu 10 km odtekel osebni rekord na 10 km, takoj za Puharjem, ki bo prvak takrat, pa potem še v Ljubljani za Kosoveljem svoj maraton z 2:32, tudi mislim, da je bil državno prvenstvo, takrat si bil drugi, tako da vrhunska sezona 2015, samo navzgor bi lahko še šlo, je tako? Ja, 2015 v bistvu moram reči, da sem verjetno treniral tudi najbolj konstantno. Bil sem zelo dobro pripravljen, vse tekme, ki sem se jih udeležil, so kar stekle. Tudi ta maraton v Ljubljani 2032 je eden izmed redkih časov, da lahko rečem, da sem maratonc, ker kljub temu, da mi pravijo, da sem maratonc, imam v maratonu v bistvu še najslabši čas med vsemi disciplinami. Največkrat sem po goru, bom rekel. Jaz sem prvi maraton v bistvu v 2011, po manj kot enemu letu tekel 2:42 pa še malo. Meni se je zdelo to tako enostaven. In pa sem pa 3 leta, v bistvu do 2015 sem jaz lovil boljši čas, po 2:40. Enostaven ni šlo. Tudi v tem obdobju je bil tisti edini odstop v življenju, v Ljubljani, ko je padal sneg, sem na 21 km bil tako zmrznjen v roke, da sem šel do avtomobila, pa da sem zaključil to mizerijo. Napaka je bila seveda moja, nove rokavice, dol sem dal rokavice, ko sem gel jedel in enostavno nisem več spravil gor rokavic. Nisem jih bil navajen. Šola za naprej. Po tistemu sem si rekel, da nikoli v življenju ne odstopam. Tudi z Lukom so po tisti sezoni, tam malo pred 2015, v bistvu rekla, da je pa probaj malo sam, brez nekega plana, brez neke obremenitve za tistimi dnevi. In sem prišel v Trst, sicer negativ split maratona, ampak moram reči, da sem ga vtekel zelo dobro, 2:35, to je bil preskok iz 2:41, zelo soliden, s tem, da sem zadnjih 12 km vtekel s tempom 3:24, kar je pri maratonu redkost. Tam, ko se začne v bistvu ravnina, sem jaz začel šponati in sem do cilja šponal. Šponal sem pa zaradi tega, ker sem na 18 km mogel v gozd zaviti in sem tam zgubil približno pol minute, 40 sekund in zgubil zelo dobro skupino in jih je bilo treba ujeti. In vse razen enega sem polovil, tako bom rekel. Poj pa prišlo, 2016 Radenci maraton, takrat mislim, da sem bil pa v življenju najbolj pripravljen. Enostaven, ne vem, mogoče sem malo preveč prestrašen tekač. Jaz sem se nekje na 30 km, kjer sem držal še čas za pod 2:30, sem se odločil, da mi pomeni več državen naslov, kot pa ta čas pod 2:30 in da ne upam tvegati tega, da bi jaz pa enkrat bil državen prvak. To je zame bilo, glede na to, da nisem nikoli treniral, da sem bil zmeraj samo športni navdušenec, navijač, da sem spremljal teletek dnevno, celo mladost, je bilo to zame nekaj neverjetnega. In enostaven sem se ustavil, sem se s tem sprijaznil, Luka je še malo v silu in rekel, daj pa lahko imaš oboje. Ne vem, a bi znesel, a ne bi, nikoli ne bom vedel, sem bil pa prvič državni prvak, vesel. Sploh zaradi tega, ker tudi v cilju so rekli, mi smo štartali v 9 zjutraj pri 28 stopinjah. To je bil res ta ekstrem Radencev. Ampak meni je znesel, meni je ta vročina pasala, jaz sem se pripravljal v Istri, tako 2 tedna, mogoče tako pa vikende, ko hodimo dol z družino. In meni ta vročina ni bila nekaj neznanega, ker
v Istri se pa to začne že marca, aprila, 30 stopinj. Pa so pa prišle poškodbe, vnetje, to se pravi ahilovih tetiv, bolj v bistvu na rastišča, zato sem tudi spustil maraton 2016 v Ljubljani. Mislim, da 2 tedna pred maratonom, da sem zadnji dolgi tek bi mogel upraviti v Ljubljani, pa sem zaštartal 2 kilometra naredil, pa vsak korak bolel, pa to je bolelo že recimo 2 meseca in enostavno sem se odločil, to je pa to. To ne bo šlo. Pa pol let terapij, pa jovo na novo. Ampak dejva, preden zajadrava tvoje poškodbe, tle bi te še več povprašal, dejva se ustaviti še malo v 2016 v Radencih, ko dejansko, zdaj pa že vsi vejo, kdo je Jani Mulej, že 2015 sem že gledati, takrat si premagoval, zabravim, na 10 si bil Koj za Puharjem, na maratonu Koj za Kosoveljem, premagoval si imena, kot so zdaj znana atletska imena Brešan, Šturm, Navodnik, Orešnik, Jeza, Samide. To so bili resni atleti. Zdaj pride Jani Mulej, pri dobrih 30, malo čez 30 in dejansko da brekotin te pita. In potem v Radencih za piko na i postane tisto, kar si je pač kot rekreativc pač zelo želel državni prvak. Zdaj te pa niso mogli več spregledati. Tu, če so prej rekli, ok, mogoče pa se bo izpel ta fant, ampak ta fant je kanil tu ostati, blizu vrha ali pa na vrhu. Daj mi reči, ko enkrat pa osvojiš državno prvenstvo, in si državni prvak, maraton je rekel, levska disciplina, spodobiš pozornost tudi tam zunaj, ne vem, mogoče trenerjev, atletskih funkcionarjev, delavcev ali pa so sponzorjev. A ti je ta naslov takrat, rekel, odprl kakšna vrata, te kdo poklical, poleg recimo medijev? Na vse zadnje še nisi bil toliko star, bil si sorazmerno še mlad, v zgodnjih 30-ih, pokazal si potencial, bil si, bom rekel, povedal si, bil si dokaj neposreden, povedal si, kako treniraš, kaj se je takrat zgodilo? Je bilo kakšen preskok ali pač business as usual? Mislim, da je bilo bolj kot ponavadno. Sicer že prej v bistvu sem jaz nekako te športno prehrano, športno pijačo dobil z precej bolj ugodno ceno, tudi kakšne copate, ure in tako naprej, sem zmeraj dobil malo boljši popust. Se je pa začel, pa je v bistvu nekje za 2016 se je pa začel tudi upirati na področju teh copat. Od takrat naprej, to se pravi od poškodbe naprej, nosim copate Hoka in v bistvu rok mi je šel toliko naprot, da je v bistvu v določenem trenutku tudi rekel, da bi lahko imela sponzorstvo, ampak v bistvu tudi iz moje strani neke želje po temu ni, po kakšnemu dobremu popustu, po nekemu sponzorstvu 100% pa ne. Vsem sem jaz zaposlen, jaz smo dobro plačo, jaz smo dobro službo. Zakaj bi jaz odžiral enemu drugemu, ne vem, možnost nekega sponzorstva 100%, če jaz tega ne rabim. Jaz si lahko normalen prvošem copate, to se pravi, ne vem, 5-6 parov na let, ni tako hud strošek, tek ni tako hud strošek, ko sem igral hokej na rolerjih, sem mu precej višji strošek, tako da moram reči, da naj to ostane za tiste mlade, nadobudne, ki imajo tudi željo še toliko bolj promovirati, ki se imajo željo izpostavljati na Instagramih, Facebookih in tako naprej. Jaz to počnem samo zato, ker mi pač nekaj grejo nasproti in je prav, da omenim, da imam njihove copate ali pa pijačo ali pa prehrano, pa vsako stvar, ki se mi zdi v redu, pripomoček za tek, ga tudi pa nekako probam vsaj deliti. Nisem pa nekaj toliko aktiven na teh Instagramih pa na Facebookih, da bi pa zdaj vsak dan, to je pa najboljši, to je pa najboljši, to je pa najboljši, ker tudi če sem zelo velik fan hokeja, ne moram reči, da je pa 100% to najboljši copat. Zame je, ampak za koga druga pa mogoče ni. Tako. Lepo, bravo Jani.
To je pa mogoče odgovor, ki ga nisem pričakoval, ampak zelo pošteno, spoštovane vredno, kapo dol, marsikdo na tvojem mestu bi z veseljem pograbil, kar je za ston copat, ne glede na to, kaj si misli v njih, ampak ti si rekel, to neposredno in zelo pošteno povedal, kakšno je tvoje stališče. Mislim, da, rekel, redkost je tako stališče, no, mislim, da ga še nisem slišal od kakšnega atleta, tako da res lepo, no, tudi z Rokom sem se že pogovarjala in te je tudi to zadevno že pohvalil, no, da imaš rekel, svojo integriteto tekaško in da pri njej vztrajaš in najbrž je to tisto, kar bi te bom še kasneje vprašal, si na en vrste zgled, bom rekel, tekaški, bom rekel, navdušen za tam zunaj, ampak korak naprej od tem, se pravi, najprej na vrhu 2016, potem pa ta nesrečna poškodba, zanimivo, se pravi, 2016 je bilo tisto tudi olimpijsko leto, ko se je marsikaj dogajalo na maratonskem področju, tebe doletelo vnetje na rastišč ahilovih tetiv, obeh dveh ali samo ene, ponovadi se to pojavilo kar v paru? Obeh dveh. Obeh dveh v bistvu imam še zmeraj noter kalcinacije, moteče ali pa ne moteče, nekako sem se naučil s tem živeti, določeni ljudje so mi pri tem pomagali in vem, kdaj je treba spustiti, izvajam različne določene terapije in s tem nekako živim. Ampak veš pa najbrž, da kaj je prišlo do teh poškodb? Je bila to količina treninga, intenzivnost, copati na vse zadnje? To je zelo težko reči. No. Marsikdo vpraša, ko ve, da sem jaz imel te težave, pa da sem pol leta hodil na terapije, pa da sem probal, mislim, da vse terapije, ki so mogoče, samoplačniško, zapravil sem ogroman denarja za to, ogromne hude bolečine doživljal na teh terapijah, take meni še nepoznane, kljub temu, da sem imel veliko težav z zobmi, pa da sem se do takrat zobarja močno bal, vse od tistega pol leta terapij nisem več bal zobarja. No. Po 6 do 12 injekcij vsako peto direkt v kost dobivati, da greš komaj ven v bistvu iz sobe terapevtske, poj frnikule na petah, da se vrtijo po kalcinaciji, da v bistvu cel telo odreagira tako, da je moker do zadnje kapljice, do zadnjega prostora na telesu. Sicer tako je, jaz sem tudi te bolečine pa že malenkost tudi z nasmehom imel. Mislim pa, da je vsaka stvar toliko doprinesla, da na koncu sem normalen začel že spet teči. Sicer na koncu sem šel k temu fantu Daliborju Todoroviću na ta gibalni coaching. Fant zelo veliko ve o temu, tako da so z enim vajam, pa v bistvu takrat sem tudi začel teči, ker je on rekel, da ne moreš nehati teči, kljub temu, da imaš poškodbo, ne smeš nehati teči, moraš prilagoditi, ampak moraš se gibati, zmenjavo copat, to se pravi, sem do takratne znamke sem nekako dal na stran, sem vzel Hoka, Clifton, mislim, da je trojka je bila prvi moj model in v tistih copatih sem jaz na novo zaživel. Sem pa naredil veliko napako, ravno glih v tistem letu, ko sem v bistvu toliko užival v tem copatu Clifton, da sem šel na nočno desetko na dirko z Cliftonom. No. Vse je pretežek copat za teč hiter. Sploh, ko ti začne zmanjkvati moči, pa vse začneš dvomiti vse. In jaz sem takrat začel dvomiti, zakaj sem jaz dal Clifton gor in takrat mi je, mislim, da Peter Lamovc pobegnil, tako bom rekel. Ja, takrat so bile stavnice odprte, pa bom rekel, velikih je stavali na Janija, čeprav Peter je bil tudi vrhunsko pripravljen, ampak za malo je takrat zmanjkalo, ti si v kar enem epskih bojev, na nočnih desetkah. No, ampak potem po 3 letih pač od te poškodbe, bil si še zmeraj zraven, ampak vrnil si se kar Roki v dvojki potem,
na 2019, spet Radenci, kajpak, zgleda, to je mesto srečnega imena zate, tokrat državno prvenstvo po maratonu, zelo kompetitivna, hitra disciplina, ponavadi na njej, rekel, triumfirajo mlajši, uspenjajoči se, dolgoprogaši maratonci, ampak ti si takrat vrhunsko pripravljen, se vrnil z 1:10, pokoril vse, odnesel še svoj drugi državni naslov. Ja, zanimiva zgodba je tukaj zadaj. V bistvu realno nisem bil tako pripravljen, kot sem na koncu tekel. Redko se mi to naredi, da utečem bolj, ker sam pri sebi mislim, da sem pripravljen. Takrat se je to zgodilo. Pa da vam rekla, zdaj Rocky 2, Rocky 3, zdaj ostane samo še zadnja varianta Rocky Balboa. pa da si sotekač napol zelo mnogo. Bomo zrihtali, ti sam reče. V glavnem, jaz sem poznal konkurenco, v bistvu večino. Vedel sem, da pride Simon Navodnik, vedel sem, da bojo vsi najboljši atleti manjkali. Tako bom rekel, mene to ne moti, če pač ne pridejo, bom jaz pobral, če lahko. Veliko sem se pripravljal tudi na vse stvari po tistem prvemu naslovu. Določene stvari so me zmotile po tistem naslovu, tako kot so že prej rekla, to se pravi ta odziv atletske, ne vem kaj bi rekel, atletskega okolja, na to, da mogoče bi pa lahko kaj bilo z mene, da bi me lahko mogoče vključili vsaj v zadje kakšne skupine. Pa te niso poklicali, te recimo Kejžar ni zavrtel? Ja, sej tako je, sej ne morem jaz od Kejžarja reči, zdaj bi pa jaz pri tebi. Lahko bi sam dal inicijativo, pa bi verjetno, pa bi šel, pa bi normalno, tako kot tudi zdaj, bi treninge pač plačeval in bi pri njemu treniral. Zdaj, kako bi bilo, kaj bi bilo, ne vem. Poznam približno njegov način dela. V štartu tudi, ko so z Lukom začela, Ljubičan, ki je moj v bistvu trener od štarta, po prvem letu, po prvem maratonu, sem mu tudi njemu povedal, če bi me Roman povabil, bi verjetno šel. Ampak zdaj v teh letih pa sem pa tudi, se pa vidiš, da v bistvu ta prijateljstvo od teh, da tudi načeloma plana ne bi več rabil, ampak ga še zmeraj imam, ker imam pač tudi pregledi tega svoje mnenje. Tako da ja, takrat sem bil malo mogoče razočaran, sploh glede teh ljubljanski maraton, štart za ograjo, to je omenil v podcastu tudi Žontar. Motili so me razni, to se pravi, pa mogoče je to mnenje nas hitrejših rekreativcev. Moti nas to, da v bistvu se v Sloveniji gleda na rekreativce, da moraš biti počasen. To se pravi, če si rekreativc, to počni počas. Hiter ne sme biti, zato ker škoduješ zdravju. Atleti pa pač so pa ločeni. Jaz že iz hokeja, iz rolerjev, to se pravi, sem znal ločati hokejisti, to se pravi na rolerjih, ki so prišli iz drsalk, oni so pač bili profesionalci, nas so klicali uličarji, kar smo realno bili, mogoče nas bolj zagnane to malo bolelo. Tudi kdaj me je mogoče na začetku, ko sem začel teči, pa ko sem v bistvu gorenjsko krmo pod nadzorom, me je kar kdaj bolel, kaj je kdo rekel rekreativc, ampak realno to sem. Sej tukaj si je treba pač pogledati sam vase pa reči, jaz sem rekreativc, nisem učen atlet, ne poznam tehnike teka, začel sem pozen, dosegel sem več, kot marsikdo drug, sploh zase. Kaj ne rečem, 2019 sem prišel na štart, to se pravi, pelal sem se od doma direkt na štart, v Ljubljani sem prekoračil hitrost za 30 na uro, tako da sem še kazen plačal čez 2 tedna, bilo je, mislim, da ura 5:32, ko sem šel čez Ljubljano, ampak v tistem adrenalinu, muziki, na glas in vsemu in v razmišljanjih pred štartom sem pač tudi to naredil, cesta je bila prazna, mudil se mi je, da bi bil čim prej tam, da bi se še malo, to se pravi, vlegel, da spočijem noge, šel sem sam. Prišel sem na štart, eden prvih pod balon, sem ta balon videl, so prišle tiste emocije iz 2016 na plano. Je bilo zelo čustveno že takrat, ko sem prvič to osvojil in sem rekel,
v bistvu jaz sem videl največjega nasprotnika v Simonu. Ki bo tudi drugi, če se ne motim. Ja, in enostavno sem jaz rekel sam pri sebi, Simon je vsem še toliko mlad, pa pismo, da bi še mene enkrat ratal. Kaj pa veš, nikoli ne veš. Pa me pa pač pred štartom še malo presenetil, ko je prišel Primož Porenta, v bistvu na dan teka je plačal štartnino, imela sva takrat mogoče malo ostre debate, kakšen teden prej, ko so bile trojke, pa tako naprej. In enostaven sem tisti tek štartov 2019 suvereno, jaz sem od štarta držal tempo svoj, enostaven sem tudi bil spredaj, fantje so tekali za mano, obrnili smo 10, 32, 45, kar prej 2 leti nisem od poškodbe, v bistvu pa 33 se nisem spustil, na pol maratonu sem bil na 10, na 32, 45, tako da sem se tudi malo strašil. 12, 13 kilometer z Operom Bodac, v bistvu že v glavi sprejel, da je to konc, da bom probal vsaj zadržati drug mest. Simon me je ujel, v bistvu, ko me je ujel, je pa nekaj preklopil v glav, kar pa meni redko se naredi. Kaj pa, če bi probal z njemu z ramo v brami, vsaj dokler gre. In enostavno sem šel z njemu, po 2 kilometrah čudežno meni vse bolečine zginejo, jaz nazaj na 3:15 tempo in sem do cilja tudi ta tempo držal. Brez da bi nekaj bil v cilju, ne vem, izmučen, mogoče po kakšnem dnevu sem se sprašal, zakaj pa tistih 20 sekund, kakšnih 10 sekund so nam celo organizatorji pobrali prvi trening, ko so nas okrog krožišča usmerili, namesto da bi ta prve 3, pa vsi ostali so šli naravnost. Po levi, ja. Ampak v tistem trenutku to ni bilo pomembno. Zdaj, a bi tekel 1:9:59, a bi tekel 1:10:10, nepomembno. Jaz sem bil državni prvak prvič v disciplini 21 km, do takrat nisem nikoli na državnem prvenstvu na 21 km, sploh tekel ne. Sicer moja glavna disciplina je 21 km, to imam tudi zase osebno najboljši čas. In vesele, bom pa rekel, da je bil pa še večji, kot pa pri prvem naslovu. To je tekma, ki mi največ pomeni v doseg. No. Lepo povedano, zanimivo, da smo, to si večkrat sem prebral v tvojih intervjujih omenil, da ti drugi naslov, ta polmaratonski dejansko pomeni še več in da si dejansko v polmaratonu dosegel več kot v maratonu. Ampak zdaj pa, pravi, da si rekreativec, tudi Žontar je rekel zase, da je rekreativec več intervjujih. Termin, ki se tam zunaj pojavlja, je profesionalni rekreativec. Ponavadi v čist drugem kontekstu, ponavadi se s tem označuje tistega, ki preveč, ki rekreacijo jemlje preveč tekmovalno in se je preveč posveča na račun drugih stvari v življenju, ne, za razliko od atleta, ki mu je to primarni način delovanja in bivanja. Kaj ti meniš o tem terminu? Vendarle bi se neka kategorija lahko definirala med običajnimi rekreativci, kar smo mi tisti, ki ne moremo nikoli posežiti po državnih naslovih, tudi če se z motorjem peljemo za tekači, pa vami, malo boljšimi rekreativci, hitrimi rekreativci, ki se dejansko vmešavate v slovenskem prostoru, pa ne tudi v svetovnem, sem gledal ameriške, Marathon Project, pa zdaj recimo japonski Lake Biwa maraton, kjer je bilo 40 maratonovcev po 2:10, pa niso bili vsi profesionalci, so že pri tem, tako da kako bi, vendarle nisi samo rekreativc, si vendarle malo boljši rekreativec, ki teku posvečaš malo, ne samo zaradi talenta, pa dela, posvečaš malo več od mentalne energije, morda, ne vem. Tako. Zdaj, začniva pri temu. Zdaj, jaz veliko razmišljam o teh zadevah, med tekom, med kakšnim vožnjem na morje, tako naprej. V bistvu, če bi pogledal glede na stroko, nisem učen atlet. To se pravi, nisem bil udeleženec atletskega kluba v mladosti in tako naprej. Bi rekel, sem rekreativc. Mislim, da se spomnim enega članka od Romana Kejžarja, ki je rekel nekje meja 2:25 na maratonu, da bi pa lahko ločili rekreativca od
dobrega rekreativca od nekje, da bi že lahko rekel profesionalc. Mislim, da je rekel 2,25, ne me zdaj za. Ampak nekje je uporabil eno številko in to je ta številka nekje drži. Moji rezultati, gledam, bom rekel, svetovno za rekreativca. Mogoče sem še premlad, da bi bil konkurenčen v teh kategorijah, ki zdaj sem. Gledal sem recimo, sem rekel, da nikoli ne bom gledal kategorije, ko bom začel kategorijo gledati, bom nehal teči, to se pravi nehal teči v tem smislu, da ne bom da ne bom intervale delal toliko na nož, da bom na koncu toliko utrujen, da bom švoh, ampak bom delal tudi če zmeram intervale, ampak z določenim procentom manj intenzivnosti. Tako da jaz bi bil nekje v Berlinu za svoji kategoriji 40 do 45, bi jaz bil, mislim, da 40 do 50, tako da za tistim časom, ki si ga nekje želim doseči. Zmagovalec je odtekel 2018, ok, verjetno je bil še profesionalec, kakorkoli, ampak ne morem še gledati na kategorije. Razen, če pridejo Radenci 2019-2 in se mi poklop, pa mogoče malenkost 402, zadnjih 12 kilometrih za nekje 3,20, recimo 3,18, pa da dosežem tisto, kar je Roman rekel, da je nekje meja. Pa bi pa lahko zase rekel, da sem pa zelo dober rekreativc. Tako, do takrat sem pa dober rekreativc, ja. Ok, super. Ja. Lepo, da so tole razčistila, da sva razdelala te zadeve tudi za vse tiste zunaj, ki se sprašujejo, kam sodijo. No, zdaj, mislim, da Jani zdaj zelo lepo povedal. Všeč mi je ta definicija in jo bo tudi sam še komu razložil, ko me bo vprašal. Mar pa še ena zadeva. Izvoli. V bistvu, dostikrat pride do tega, da me vprašajo, ja, ti pa tekmovalen, ti pa dirkaš, ti pa ne vem kaj. Jaz na teden uporabam svojega časa od 7 do recimo 10-11 ur za svojo rekreacijo, to se pravi tek. Oba imava stravo, oba spremljava ogromen tekačev. In ti bom tako rekel, mislim, da sem pri tistih, to se pravi pri najmanj časa za ta tek. To se pravi, če imaš čas za počasen tek, imaš čas tudi za enega na teden intenzivnega. Zdaj pa samo, a si toliko mogoče pripravljen vložiti, da bi enkrat se pa mogoče malo bolj potrudil, a ti je to res samo zato, da greš odteči. Moj mnenje je pa tak, mislim, da sem jaz, nisem toliko tekmovalen, kot pa marsikdo drug, ki pravi, da ni tekmovalen. V bistvu vsi ljudje na svetu smo za eno stvar malenkost tekmovalni, eni malo bolj, eni malo manj. In ko me kdo reče, da sem tekmovalen, jaz rečem, da sem tekmovalen. Jaz tečem zaradi tega, da grem na tekaške prireditve, da grem dirkat, da grem poborbat, pa na koncu imamo lepo tako. Na koncu nasmejemo, na koncu joške ven, gremo na mize in odplešemo do polnoči enih in je to. Ne obsojam pa nobenega, vsak naj se ukvarja s tekom tako, kot si sam želi. Je pa dejstvo, da tudi v službi na ta način funkcioniram. Tisto, kar počnem, probam početi vsaj malenkost bolj intenzivno, kot pa neko normalno. Zdaj se mi je utrnilo še eno vprašanje. Jaz se spomnim, kakih 20 let nazaj, smo hodili v teh tekaških prireditev, pa si se pogovarjal s kom od teh boljših tekačev, ne bom jih našteval. Takrat so se vsi, bom rekel, lagali, koliko so trenirali. Noben ni treniral nič, pa vsi so laufali 10, 32-33 minut. Danes, gleda se mi, se je ta trend praktično obrnil, danes je strava. In ti si eden tistih, ki dejansko vse tvoje treninge tam zabeleži, tako da ima praktično vsakdo, ki te sledi, vpogled v tvoj treninški protokol, kaj delaš, kdaj delaš, koliko delaš, s kom delaš in tako naprej. Tako da, če kdo hoče
te sploh ne poprašati, kako trenirati, recimo se pripravljati, ker pogleda samo tvojo stravo in ima vse na dlani, ampak deva vse čist na hitro urisati, koliko kilometrov narediš na teden, sam si nekje rekel, da je tvoj trening mogoče, da ga je premalo, da bi mu rekel pravi maratonski, da je to bolj polmaratonski trening, da je malo rišno, tako da narediva to razliko. Kaj bi bil zate pravi maratonski trening in kaj trenutno recimo počneš? V bistvu jaz bi rad delal več kilometrov, rad bi več tekel. Po eni strani je ovira poškodba, mogoče to izgovor, te pete. V bistvu ne naredim 100% vse tako, da bi pa mogoče lahko več odtekel, to se pravi, kakšnih vaj zraven premalo, kakšnih masaž, dokler ne boli, ne mažem, ko boli, začnem mazati, zakaj ne bi skozi mazal, recimo. Zame, jaz trenutno delam nekje okrog 100 do 120 kilometrov, letos, ko moramo en korak naprej narediti, to se pravi v rezultatskem smislu, jih bom verjetno zelo v roku 2-3 tednov probal priti do 160 in pa nekje 3-4 tedne to držati. Kar se je spremenilo pri meni, da počasnejše teka delam počasnej, kot sem jih včasih. V bistvu mene kot hitrejšega tekača zelo hitro misli odnesejo in začnem teči kar 4:05, 4:10 in to zame in po vseh knjigah, po vseh teorijah to ni počasen tek. Nekaj Luka mi je zmeraj napisal, da je počasen tek 4:30, pa so tudi tukaj dostikrat diskutirala, ker ko grem jaz v 5 zjutraj vstanem, 5:30 se obujem, prve 3-4 kilometre, komaj 5:0 skupaj spravim, mogoče mi je celo hujš, kot pa na kakšnih intervalih hitrih. In kar se je spremenilo v zadnjem letu, po teh razmišljanjih, kako bi jaz prišel pa do tega 2:30, kako bi postavil še kakšen oseben rekord, mogoče v vseh disciplinah. Tudi tvoj podcast s Heleno mi je dal nove cilje, nove ideje. In po teh razmišljanjih sem prišel do tega, da bom počasne tekel delal počas. To se pravi, če bo pa 6:0, bo pa 6:0, to se pravi partnerko. Če bo pa 2 kilometra s hčero 7:0, bo pa 7:0, to bo meni vse zabeleženo in to bom jaz štel v svojo kilometrino. Ne glede na to, ali bo kdo rekel, ja, zdaj tam 20 kilometrov imaš pa čist odpadka. Bomo videli, moram potrkati, ampak zaenkrat gre kar v redu. Tudi s poškodbam, mene to najbolj skrbi, da me bo kaj tako zabolelo, da bom pač že spet razmišljal o teh poškodbah. Zdaj, trenutno me ne boli tako močno, da bi mogel zmanjšati, da bi te svoje cilje zmanjšal. Sem v prejšnji teden en regeneracijski teden, to se pravi bolj intenzivne teke, pa bom rekel, samo 100 kilometrov. Mogel bi jih še manj po planu, ampak nekje jaz imam v glavi tisto 100 in ta 100 mora biti, ne glede na to, reče Luka 80, mora biti ta 100 in jo tečem. Kar je pa mene, mislim, da odneslo to, da nisem še napredoval in da sem zdaj mogoče že pa prestar za to, da bi pa še nekaj več napredoval, tako kot so bile na začetku želje, je pa to ta moja nekonstantnost. Enostavno pridejo tedni, ko nisem najdel vole, nisem najdel kakšnega tekaškega kolega, ki bi z njemu odtekel kaj, ki bi me v bistvu prisilil to, da bi jaz odtekel, pa ne glede, je to 20 km za 5:0, jaz bi šel teč in bi bilo to in bi jaz naprej odtekel. Hčere sta bile mlajše, to se pravi, so bile kakšne bolezni, ni bilo fair, da bi jaz pa zdaj rekel, zdaj grem pa teč. Čeprav zdaj razmišljam drugače, še zmeraj bi lahko pa v 10, ko bi zaspale, bi pa šel v njih 5 km, 600 teč, 8 mogoče, pa bi naredil več, ko sem pa naredil. Tako sem se v enem ciklu vrtu, rezultati so, kjer so, čakam let, ko bo prišel, ko mi bo uspel. Mislim, da sem bil za Berlin 2019 odlično pripravljen, škoda 2 tedna pred Berlinom pljučnica, malo smole in ta odpoved tega berlinskega maratona.
Malo je bolel, ni pa tako fejs bolel, hitro sem najdel nove cilje. Zmeraj jih najdem, jih tudi zmeraj bom. Ko je pljučnica minila, v bistvu, ko so rekli, da lahko že začnem hoditi, sem v bistvu posnemal našega dobrega tekača, profesionalca Jana Kokla. On je, ko je mu zlomljeno, mislim, da je mu stresen zlom v podplatu, je v bistvu hitro hodil in on je takrat prehodil po 140 km na teden. In to v takih tempih, ki so zelo zanimivi. No, jaz sem to med tisto pljučnico, ki nisem imel dovoljenja, to se pravi z ustem dihati, musem pa dovoljenje do sprehodov, dokler lahko skozi nos diham. Sem jaz to tudi podobno izvajal, nisem prišel do njegovih tempov, sem bil blizu, ker tudi ni kar samoumevno hitro hoditi, pa ne hitra hoja kot tekmovalno, ampak hoja kot hoja. In sem nadomestil to s tem 10 km odhodil, zjutraj, 5 zvečer, nekje prišel pripravljen iz te pljučnice, dokaj solidno. Mislil sem še celo sotekača vleči na Ljubljanskem maratonu, pa je rekla zdravnica, da Bog nadej, da me vidi med rezultati, ker bom sam se poškodoval. Tako da zdaj pa že spet leta so taka, ki so, jaz imam še zmeraj veliko želji. Mislim, da tudi niso moji rezultati, osebni rekordi toliko visok, da jih ne bi mogel še zmeraj preseči v naslednjih, ne vem, letos. No, točen letos si dopolnil zelo pred kratkim 40 let, okrogla je bila novo desetletje. Zdaj mi povej, jaz sem se hecal takrat, ampak zdaj je res, da sem že globoko v 40-ih, sem se hecal po 40, vse drugače in res, lansko let sem poskušal spet malo več trenirati, kot sem v mlajših letih, pa sem ugotovil, da trening še morda kdaj spravim skup, ampak potem 3 dni ne morem čisto nič početi, ker sem polomljen kot Kristus. A ti opažaš mogoče kakšne razlike? Treninge vem, da delaš konstantne, dobre zdaj. Kaj pa regeneracija? Se ti zdi, da je regeneracija zdaj, ko si prišel, recimo v srednja leta, kaj drugačna, se ji moraš bolj posvečati, ali zaenkrat še ne čutiš te razlike napram, ne vem, 5-6 let nazaj? Jaz mislim, da v bistvu služba je večinoma, to se pravi 6 ur sedečega, ne toliko intenzivnega, mogoče 2 ure malenkost, da grem po delavnici, pa da malo pohodim, tako da ne občutam nekega, ne vem, sploh pa, ko imam dopust, na primer, bi jaz čisto 7 dni po 2krat tekel, če ne celo kdaj 3krat. Mi ni problem. V bistvu v prvih letih, ko sem začel teči, sem imel velike probleme s to se pravi, z regeneracijo po dirkah. Enostavno meni so se zdeli te naši starejši rekreativci, gorenjski, so se mi zdeli čarovniki, ko so hodili na 2 dirke, 2 prireditve v vikendu in obedve so šli na nož do konca, ker so pač imajo zelo močno konkurenco med sabo. Jaz tega nisem bil sposoben v tistih letih narediti. Moram pa reči, da ravno 2019, leto tega polmaratona, sem pa to izvajal. Pred polmaratonom kar velikokrat. Vsak vikend sem bil kar na 2 dirkah, kdaj tudi v enem dnevu na 2 dirkah. Tako da, pa še naslednji dan na hudem treningu, to je tisti teden pred Radenci. V bistvu zjutraj sem šel na tek trojk z Martinom pa z Leonom na kratko razdaljo. Zvečer sem šel na kranjsko nočno desetko, zmagal. Mislim, da malenkost pod 33, ne malo nad 33, da sem tekel, sem v drugi polovici malo spustil, ker me je pa čakal drug dan, mislim, da v 8 zjutraj z Rokom Puharjem, daljši tek za 3:35 tempo, mislim, da so 24 km tekla. Pa mi je uspel tudi ta trening, no, tako bom rekel, čez en teden pa v Radencih, pa še tista tortica, češanca na teh tekmah. Tako da, zdaj, ko sem starejši, mislim, da lažje oddelam, to se pravi, več zaporednih težkih treningov, tekem. Mogoče tudi zaradi tega, ker
med vsakom tudi malenkost bolj razmišljam, kot sem pa prej. Verjetno sem šel takrat od štarta pač na nek nož in nisem stopnjeval. Zdaj mi je pa v navadi, pa tudi te tekaški kolegi me poznajo po temu, da nikoli ne štartam na nož. Raj sem lovc, kot pa plen spredaj, tako bom rekel. Ta plen varianta me zelo obremenjuje, moram reči, da nisem rad favorit, raj sem striček iz zadnje. Napadaš iz zadnje. Tako ja, pa koga presenetam, koga najdem na levi nogi, kakšnega od teh naših boljših tekačev. Tako. No, zdajle brskaj še ne spiši ušesa, Jani napoveduje še veliko lovov, vsaj v tej sezoni, no, zanimivo se sta moče so pa 40, nova 30, z Primožem Kobetom sta itak isti letnik, on bo v kratkem tudi 40, pa je par dni nazaj Gradko porušil svoj osebni rekord na 10 na cesti, napoveduje velike stvari tudi na daljših razdaljah, tako da 40-letniki so vroča roba, zgleda letos. Tudi zato, tudi eno razlog, da sem te povabil tale podcast, je, ker me veliko tekačev srednjih let sprašuje, daj pripelj koga naših let, ki bo povedal svoje izkušnje, pa kako laufa, pa kako se regenerira, pa kaj počne. In zdajle si vsi tisti, ki ste mi to rekli, zabeležite, kar je povedal Jani, predvsem to mi zdajle, to sem si tudi jaz zapomnil, laufati z glavo, mogoče pri teh letih pomembneje, kot pa laufati samo z nogami. Ampak če so se dotaknili, če so že omenila Kobeta, pa tudi ostale tekače, Puharja se tudi že omenil, kakšen je pa tvoj pogled recimo zdaj na trenutno stanje slovenske dolgoprogaške atletike, recimo, pri fantih in dekletih imamo, bom rekel, zelo dobre posameznike, obetajoče, ampak misliš, da so to olimpijski kandidati, ki bodo že letos, da jim bo rata, sicer so norme res navite, ampak vseeno, vidi se napredek, vidi se zanos, ki ga mogoče v preteklih sezonah ni bilo toliko, vidi se tudi, da konkurenca pritiska na vseh, bo rekel, na vseh nivojih od dvoranske atletike naprej. Kakšen je pa tvoj pogled? Vem, da to te zadeve spremljaš, vem, da poznaš tudi marsikoga od teh tekačev, če ne kar vse, in imaš mogoče tudi malo izdelan pogled na vse skupaj. Iz mojega vidika mi ta sinusoida, ki se vziguje, ni všeč. Mogoče malo egoističen gledan, ampak s to korono, pa z temi boljšimi rezultati teh naših profesionalcev, polprofesionalcev, boljših tekačev, bivših atletov, mogoče ostane kakšna češnjica manj zame, čeprav ni nič s temu narobe, mogoče me pa to še bolj požene vtis, da bom pa mogoče res naredil še jeseno stopničko naprej. Drugač pa ja, ko sem začel, takrat je v bistvu Roman nekje končal, Kosmač je še tekel, Kosovel je še tekel, kamorkoli si prišel, to se pravi še Robi Kotnik, seveda, ga ne smem pozabiti, kamor so prišli, so zmagovali, so pobrali tisto, kar je bilo za pobrati, težko smo prišli zraven, mi boljši rekreativci. Vmes je pač ta sinusoida padla na dno, to je treba priznati. Sicer fantje so bili dobro trenirali, ampak enostavno njim je pomenilo samo tista norma za ta prvenstvo, norma za tisto prvenstvo in se teh naših večjih prireditev ali pa celo državnih prvenstv niso udeleževali, kar je šlo na roke prvo meni, mogoče Žuntarju, tudi on je precej pobral od te smetane na vrhu. Takrat, ja. Tako, zdaj v zadnjih, to se pravi zdaj korona čas, so pa začeli fantje delati, to se pravi, se tudi mogoče to, kar so delali skozi vsa ta leta, se zdaj tudi malenkost še ven kaže. Sreče s poškodbam, kar jim najbolj želim, da ohranijo to zdravje, pri Kobetu se itak ve, da je marodiral zelo dolg časa, škoda, po tistemu fenomenalnemu teku na olimpijadi, slovenskemu najboljšemu času na olimpijadi, kar je seveda za enega, ki je prišel tako pozno, super, kaj ne rečem, še moj letnik je,
To, kar sta naredila z Mitjem, to se pravi ta vikend na teh dolgih progah je neverjeten, je super. Malo sem gledal rezultate iz Berlina, ker vse te stvari pač preverim. Praktično skoraj vsi tekači osebne rekorde, kar je super. Koncept mi je bil zelo všeč. Mislim, da ga ni enako v Sloveniji, da bo to naredil. To se pravi nam, bom tudi za sebe omenil, da nam bi to pripravil, ker nam bi to veliko pomenil, zelo veliko, bi tudi bili pripravljeni vložiti v to, tudi kakšen finančen stvar, samo da bi se dogajali. In fantje, seveda, jaz jih spremljam, to se pravi Roka, kot so tekača na vsake toliko časa, redno ga spremljam, pač kako trenira, nekaj tudi skupaj potreniral, ko sem jaz v dobri formi, da mu lahko nekako nekje njegovih srednjih tekih konkuriram, da sem lahko sploh dober partner na treningu, kar pomeni, da se malo zgovarjam z njemu, ne da samo diham tam. Poj Primož Kobe, konstanten, ko je v formi, lani njegov polmaraton odtekel neverjeten, zadnji del, ne bi jaz pričakoval, glede na tiste 10 pred temu, kjer sem bil tudi jaz, seveda. Mitja, on je, ne vem, na njega gledam, verjetno že spet z drugimi očmi, mi je zelo všeč kot človek, kot tekač, pa to, da je zelo ponosen na to, kar je dosegel, tudi državne naslove, točno ve, točno ima zabeležen. Vsaka stvar od teh mu nekaj pomeni, tako kot tudi meni. Jaz vsak pokal, ko pogledam, je zgodba za njemu in se vsakega rad spomnim, ni to neka šara, ki je imam preveč. Pa je pa pri ženskah, seveda, Maruša Mišmaš, za njo sem sploh vesel, ona je bila sotekačica na poslovnem teku v Ljubljani, sta me povabila z Matejem. Preden sta bila par, tako bom rekel, ker Mateja poznam še od prej, sva tekla trojke, še preden sem začel teči, dolge trojke. In sem ponosen, da sem enkrat znal tekel. Mogoče tudi fantje tukaj, ko se družimo, ko tečemo skupaj, ti hitrejši rekreativci, si ful želijo, da bi pa recimo z mogoče mogoče Lukanovo, da bi upravili en skupen trening tak, ko imata one dve mrtvo sezono, ker vsem one dve pa kažeta tisto svetovno raven, no, tako bom rekel. Nekaj druga je, pa to vsak verjetno pri sebi, če se pogleda, ve, kje je, ampak Maruša pa Klara pa kažeta neko svetovno raven in jih je pa sploh lepo pogledati, no. Tako, ko smo včasih recimo Jolando Čeplakovo in tako naprej gledali, navijali njen nepski boje z Mutolo, to se zdaj v bistvu, ko gledaš to, da je Evropsko prvenstvo v dvorani in punca pri teh mladih letih od štarta poč prva, ok, na koncu je zmanjkal, ampak neverjeten. Tako se pokaže, kako se teče, ne tist, nekaj vzadej, nekaj čakati, nekaj taktizirati. Gremo, če si mlad, moraš to narediti, fertik. Bravo. Ja. Smola za Marušo, še to bom rekel, res, ja. ker dvojna merila so bila tukaj, se je pokazali pač Ingebrigtsenu, ki je tudi prestopil. Pa je šlo skozi pol, ja, tako, pri Maruši pa ni šlo, jaz sem prepričan, da bi imeli kolajno, jaz sem prepričan, ker je bila pa res razred zase, no, tako. Mitja pa zdaj tukaj v Bosni, 1:05, neverjeten rezultat. Noro. Ko vem, koliko si je to želel, pa ko sem gledal njegov podcast, ko sta imela, sem res rekel že, evo, zdaj pa ne bo več nekaj več gledal, ne, vsaj tako sem jaz zastopil, pa evo, pa je 1:05 odtekel, kar je vrhunski čas, no. Upam, da ne izgubi vole, da še vteče, da res proba prideti tja, kjer si zaslužil. Jaz mislim, da zdaj le sam dirk manjka, pa bi pokal na polno na vseh frontah. Mogoče so pa dirke obremenitev, preveč. Vidiš? Pa preveč prvenstv. Vidiš. Mogoče pa ta skromnost, da je dogaj dosti tudi državno prvenstvo,
bila kriva za to, da je sinusoida šla na dol. In se zdaj vračamo z koronskim letom 2020, pa z manj dirkami, vračamo nazaj k osnovam tistih tekačev, ne vem, iz 80-ih, ki so se klali na državnih prvenstvih, ki so bila bolj kakovostna, kot zdaj morda, ne vem, celinska prvenstva. Ja. Imaš prav, zanimiv pomislek. Še eno stvar, ki so se tudi zadnjič pogovarjali, ko so se slučajno srečali na teku, in si lepo izpostavil, so razvila debato in zdaj si tudi že omenil. Omenil si, da bi fantje radi recimo s puncami trenirali še več, omenil si, da tudi z Rokom kdaj treniraš. Zanca pa rekla, kaj pa bi bilo, če bi ta cvetober slovenske dolgoprogaške atletike se večkrat recimo dobil skupaj na skupnem treningu. Tudi Mitja je zanč v podcastu rekel isto, pogreša več konkurence. Tam, ker so sredine, ker je močno jedro 5-6 tekačev, tam se delajo ponavadi tiste razlike. Tudi, ne vem, Neja Kršinar pravi isto, zdaj, ko ima sparing partnerco praktično posega v višave. A misliš, da bi se to dalo v Sloveniji sploh organizirati? Vem, da vsi imate, ali pa vsi imajo neke svoje treniške protokole, svoje trenerje in tako naprej, ampak bilo pa zanimivo. En poskus je bil takrat od Kejžarja s tistim, pa od Lenarta s tistim klubom, pa se žal pa ni šel. Pa misliš, da bi to uspevala, bi pač zaradi različnih fokusov ta stvar na koncu niti ne bi bila uspešna. Ampak bilo pa zanimivo videti recimo 5, 6 ali pa še več, 10 najboljših slovenskih tekačev, ki na nekem taboru vsaj, če ne druge, teden ali pa 2 trenirajo na polno skupaj. To pa bi bilo nekaj. Seveda. To bi bila osnova. To je čista osnova. To je, ne zastopam fantov, bom rekel tako, ne zastopam fantov, da se tega več ne poslužujejo. Videl sem, da sta Kobe pa Krevs zadnjič delala nekaj intervale skupaj. Vem, da se dobivajo tam celani, to se pravi Brešan, Navodnik, pa Zalokar, ki je bil tudi na podcastu. Je omenil, da imajo, Ja, in je tudi eksplodiral na državnih prvenstvih noter, saj se je videl zelo dobri rezultati. Sem ga spremljal, ker sem tudi poslušal podcast. Je pobral pa kar 2 medalji, noro. Tako, pa dobri rezultati, ne samo medalje. Ne samo medalje, ampak tudi dobri solidni rezultati. Tako da, takrat, ko je Kejžar to začel, super koncept, mogoče malo premalo razširjen, mogoče glih tukaj je ta meja, ki jo ima večino atletskih trenerjev, bivših profesionalcev, pa trenutnih atletov v glavi, da bi v bistvu lahko skupaj tečejo samo te najhitrejši. Jaz se pogledam v ogledal, vidim, da pač nekih intervalov s Kobetom, s Krevsem, s Puharjem ne morem delati. Sicer se Rokom sva delala nekaj skupaj, jaz sem mislil, on je Jurčke, jaz sem 600 metrov, mislim, da in je tudi mu bilo všeč. Tudi tako se da prilagoditi, tudi mislim, da je Timotej Lan nekako organiziral nekaj teh treningov, ki se jih žal nisem mogel udeležiti. Časovne ovire so bile takrat in mi ni uspelo tudi na enega priti, kar mi je zelo žal, bi se z veseljem udeležil, glede na to, da me je povabil. Smo pa mogoče dobri mi kot neki zajčki za neke zoprne, srednje hitre, dolge teke. Tako, ko se mi srečamo na Brdu, recimo prejšnji teden, jaz samo obseb fejst tekače. Sam si videl, skupaj smo tekli, to se pravi, malenko sem jaz prilagodil svoj tempo za kakšno sekundo. V bistvu v štartu sem celo mogel bolj naviti, ker so tudi fantje tekmovalni tako kot jaz in se tudi na treningu malo pobockamo. Upravil sem pa odličen trening zaradi tega. Vsak je, to se pravi, vsak je upravil tisto, kar si je tisti dan želel in to je to. In zdaj mislim, da ne bi bilo problema, da bi se dobili, ne vem, pa enkrat mogoče celo nekje do Cela, da bi se peljali Gorenci, pa bi šli skupaj teči, ne vem, 30-ko. Vsak vikend mislim, da tudi nima 30-ke, nimajo te fanti 30-ke za 3:20. Če imajo za 3:40, 3:45, to gremo mi lahko zraven.
ni take ovire, no? Tako bom rekel. Je pa sigurno dolgi tek zelo dobro delati v veliki grupi. To je pa en tak dober občutek, kdaj ga jaz primerjam tudi celo z kakšno dobro tekaško prireditvijo. No? Da se nas zbere, da je čista tišina, jutranje ure, mi pa 10 tekačev, 20 nog, tuk, in gremo. Manjka se pa verjetno nek organizator. Bil je Timotej lansko let, ki bi to združil. Mogoče bi celo mogel se to odločiti nekdo, ki sploh nima veze za nami tekači. Pač reči, takrat je to in takrat pridite, prilagodimo se, to se pravi, tismo, ki je, ne vem, kjer mu se prilagodimo, najboljšimo, kaj ne reče. Ponovadi je tako. Jaz mislim, da v Keniji, vsaj kar beremo tega, pa kar je tudi Luka mi povedal, ko je bil dol, je ta način, prilagodijo se najboljšmu in je to. Če tam pride Kipčoge, ne bojo se prilagajali tam enemu, ne vem, pa se bojo prilagodili Kipčoge. Kdor se noče prilagoditi, nima kaj zraven početi. Pa se jih vsem zbere, ne vem koliko, 100, 200, ne vem, tekačev. Vsekakor je pa dobrodošel, sigurno. Na Gorenjskem imamo takole mi grupo, mislim, da nas je 12 vsega skupaj v tej Facebook skupini. Tako treniramo 3, 4, 5, kdaj tudi 6, kdaj še celo kakšen več. In je fajn. No. Sploh jaz sem tak, da iščem skozi družbo. Jaz ne vem, sploh se ne spomnim med rekreativci, da kakšen mu ne bi šel teči, tako bom rekel. Prilagodim trening. Ja. Spoštovani in cenjene, več kot ura pogovora, ki je zelo hitro zdaj minil, je za nama. Z mano je sam Jani Mulej, s katerim sem imel čast teči pred kratkim nekaj kilometrov. Imel sem najprej počasni krog okrog Brda, pa potem Jani imel tudi počasni krog, potem sem se pa jaz probal prilagoditi njegovemu počasnemu tempu, pa sem po 4 kilometrih skoraj zdihnil, ker njegov počasni tempo je pač 4:15 ali ne vem kaj, jaz nisem v cajt, ker sem bil reči številka gledati niti na uro, ampak je bilo pa super, celo uspel sem nek par besed izustiti, da sem imela malo debate. Tako da ja, lahko potrdim iz prve roke, Jani se dejansko prilagodi za razliko od marsikoga drugega. Tiste tvoje skupince je tudi fajn, zanj se je bil ta vlak, ko ste nas prehtevali tam, to so bili, ne vem, Marjan Robič, Mikl, Žiga Koprivnik, ne vem, pa so vem, da so pri tebi še pa Andrej Mikl, pa Cindy Trpin. To lepa skupinca, vem, da je to njim tudi veliko pomen, ti si pač njihov lider, vodja, ti si rekel tudi sam, da ti pomaga ta skupinski trening, čeprav recimo so fantje za kakšen odtenek morda slabši, ampak vendarle, na dolgih treningih to pomaga. Prav tako, kot ti pomaga najbrž tudi Luka Ljubič, ki ga večkrat omenjaš, to je tvoj v bistvu trener, čeprav on je bil še do nedavna odličen srednjeprogaš, dolgoprogaš z velikimi ambicijami tudi, no, in potem je zajadral te trenerske vode, ali on trenira še koga drugega razen tebe, ali imate videti nek tak, imate pa zanimiv odnos, že kar nekaj cajta se dopolnjujeta, trenirata skupaj, si svetujeta na koncu. Ja, ima kar nekaj teh rekreativnih tekačev, tudi iz naše skupine Mikalna v bistvu je vse vzel, se tudi kažejo rezultati, Andrej je zelo zagnan, tudi drži se tistega, tudi Marjan je treniral nekaj časa pri njemu, smo že dolga leta, no, pa se kakšen tekač zamenja, pa kakšen nov pride, pa se dobimo in odtečemo skupaj, Luka nam prilagodi plan. Ne vem, odtečemo. Luka je sicer ustavila ta poškodba pete, to se pravi, on ima celo to, tako kot je imel tudi Primož, mislim, da tisto kost povečano in bi mogel iti na ta brušenje, pa se za to ni odločil. Mogoče zame osebno škoda, ker bi bilo zelo fajn z njemu trenirati. Tudi želja je bila, da bi tudi on še kakšen maraton, da bi še tam dobil še enega konkurenta. Sva pa veliko skupaj odtekla, pa veliko skupaj se oddružila.
No, zdaj so tudi tam občestvo tam zunaj dala cel kup istočenc pa kosti zaglodati, tudi to v skupinskih treningih, tudi to o razmisleka, ne, kaj bi se dalo recimo v slovenski atletiki narediti ali pa v boljši rekreaciji. Tudi rekreativci so tam zunaj, dobri rekreativci, ki iščejo družbo, pa jo nimajo. No, zdaj morda pa se pojavi še kdo in izrazi interes, zakaj pa ne bi. Ne. Skupaj napredovali, se vram, jaz sem celo življenje, ker laufam več ali manj, veliko sam prelaufam, ampak pošteno povem pa, da mi zadnja leta ustreza tudi družba, takole posebej v nedeljah, čeprav imamo različne tempe, se prilagodimo ali pa kdaj se malo udaramo, pa tako naprej, čist drug feeling je tudi po treningu konc koncev, ne samo zato, ker spijemo kakšen pir, ampak tudi zaradi tega, ker je, jaz sam težko laufam, dalj časa hitro v skupini, se mi to kar samo od sebe zgodi, no, tako da potrdim tisto, kar praviš. In še ena stvar, ki iz tega naravno sledite vprašam, ker si nek, gledal sem tudi tvojo komunikacijo postala, si nek naravni vodja tega krdela, ki ga imaš tam zadaj, najbrž tudi veliko svetuješ, veliko imaš konc koncev, kljub temu, da si v teku, ne vem, vendarle si že dalj časa, kot aktivno tekmuješ, izobražuješ se, verjamem, tudi veliko spremljaš atletko, spremljaš znanost, bereš knjige, kot vem. Si imel takšne ambicije, mogoče dejansko še malo napredovati, se izobraziti, postati dejansko kakšen tekaški trener, ali te to pač na ta način mogoče ne zanima, ne veseli? Pa, tako bom rekel, mogoče lider iz tega vidika, da imam najboljše rezultate. No? Okay. Drugače pa vsi te fantje, večina teh fantov ve o teku, pa o slabih pragih, srčnih in tako naprej več, kaj jaz. Nikoli nisem to kompliciral, da bi sploh gledal na te stvari. Srčnega, to se pravi, pasa nisem nosil, ker mi je dol lezel, ker me je motil, ker ima materna znamenja na hrbtu. Sicer v zadnjem obdobju ga malo več nosim, pa zaradi mogoče nekega branja nekih knjig, in me tudi pa ta stvar malo zanima. Da bi bil tekaški trener, v bistvu trenuten pomagam na ta način svojemu bratu mlajšemu, ki se tudi nekako z atletko zdaj ukvarja, pa trenira pa Raka Radoveljci. Ampak tako je, pri atletskih klubih teh manjših, ne vem, so 3 do 4 treningi na teden. Oni imajo pač svoj pogled, svoje usmeritve, pri njih sem tudi jaz. In jaz mislim, da za skupnimi močmi, da lahko bi naredili kakšnega zelo dobrega dolgoprogaša, tudi na Zgornji Gorenjski. In jaz pač bratu tiste dni, ko je prost, pa ko edin mogoče mene upošteva, ker samo tudi trenerji iz kluba mu napišejo, kaj bi mogel početi med prostim časom, ampak tega ne naredi, no, tako, pač navade ima take, ki ima, ne moram reči, da ni priden, ampak pač ima navade take, ki ima in najbolj upošteva mene. Najbolje še, če jaz se parkiram doma, pridem, pozvonim, evo, zdaj Jakob greva teč, pa je to, pa je zaključil, pa mora odteči. In moram reči, da s ponosom lahko rečem, da v tem letu, kar ste zdaj skupaj tudi te počasne teke, kakšne klance, šprinte, pa tiste stvari delala, da se tudi bolj obnaša pri atletiki. No, to se pravi, da upam, da bodo letos šli rezultati še malo gor na tistih 400-800, kar ga pač njega malenkost bolj tišijo kot mladega poba. Sicer jaz bi mogoče raje videl kakšna daljša razdalja, 1500-3000, ampak pač trenerji bojo povedali svoje, ne bom jaz zdaj vsiljeval. Jaz lahko samo pomagam s tem, da mu splošno pripravljenost zboljšam, tako bom rekel. No, vendarle da bi bil pa trener od koga, meni je kdaj mogoče celo smešen, ko prebiram Facebook, pa to, vsak ta drug je že trener, Marko, tako da vsi vse vemo, vsi smo tako pametni. Mogoče tvoje podcaste, ki sem jih gledal, ki si govoril o temu, v različnih športih, v različnih teh stvareh, danes je teh teorij, kjero upoštevati. Mi se so tekači, pa smo prijatelji, se tokrat skregamo med sabo, prav skregamo, ker je toliko teh mnen. Meni se zdi vse tako enostaven, jaz pač pravim samo teč in tudi podcast s Heleno sem vsakmu priporočil, ker takmu tekačici, ki je bila ona,
take nasvete, ki je dala ona, jaz se čisto 100% z njimi strinjam. Tekač nekako mora poslušati svojega trenerja, če ga ima, upoštevati ga more, Strava, internet, drugi trenerji, so tekači, ne smejo vplivati na tvoje mnenje, trener je tisti, ki ti bo povedal, tole imaš za narediti, te ne sme zanimati, zakaj je dober, samo da narediš. Tako, če hočeš uspeti. Zdaj, če bi pa rad iskal bližnjice, moram reči, mene je en članek, mislim, da je nek Primož omenil, da je dober teči 80-20 varianto, no? In sem tudi na ta način eno knjigo kupil 80-20 od Matt Fitzgerald, tako, in to prebral, in ta debata med nami doskrat steče, ker človek pri 40 kilometrih bi rad na teden, bi rad upošteval v sistemu 80-20. In Marko, sej, glede na to, da verjetno obema matematika dobro gre, pri 40 kilometrih 20% hitrega teka narediti in misliš, da boš kaj naredil, je iluzorno. 80-20 lahko, jaz mislim, da gledaš pri 150 kilometrih. 100 mil, ja se začnem. Pri 100 je premalo, ker 20 kilometrov hitrih na teden je premalo. 80 kilometrov pa čisto počasni. To je pač, ampak tako bom rekel, ljudje smo taki, da najraje vidimo, da nam en napiše, ja, če boste pa zdaj tale čaj popil, boste pa 20 kil shujšali. In če ga boste en teden pil, boste ne vem, hujšali. In jaz sem si recimo tudi februarja sem si zadal, da bom vsak dan delal trebušnjake, vaje za kor in tako naprej. Če mi bojo slučajem ven pogledali trebušne mišice. En mesec pa ni mišic, ni. Tako da je zelo dolgi rok, da ti kakšna taka stvar uspe. No. Ni to iz danes na jutri. In taki nasveti 80-20 je treba tudi povedati, za koga to velja. Za koga to velja, če hoče seveda več. Če hoče, sej nobenega nikoli ne silimo, ampak ne prepričvati, da je pa to v redu sistem. In doskrat se je pojavil, ker meni pač kdaj ni uspel kakšen rezultat, da sem pretreniran, nikoli se ne bom s tem strinjal. Mogoče kdaj Luka celo pomislil, da je on kriv za kakšen moj neuspeh, ampak jaz pravim, on ni za noben moj neuspeh kriv. Kriv sem sam, jaz točno vem, kje sem delal napake, pa krivo je to, da večkrat boš tekel, večja možnost je, da in uspeh dosežeš. Brez pacov, brez slabih rezultatov, pa mislim, da teka ni. Vsak reče, ti pa skozi dobro tečeš. Kaj z vami? Jaz samo potegnem svojo statistiko od maratonov. En rezultat v vseh 10 letih, Marko. En rezultat. Pa še ta je, glede na vse bogi, no, tako bom rekel. Je malo preveč rezerve glede na druge discipline, bom rekel. No, tako. Pa ne, da bi ga podcenjeval ta svoj čas, ampak je bilo vložen več truda kot za 2:32, tako bom rekel. Ja, jaz sem se igral s tvojimi rezultati, pa jih dejal različne te tekaške kalkulatorje, kaj tvoj cajt na 10 pomeni na maratonu, pa tvoj cajt na polovički na maratonu. In ja, kar nekaj kalkulatorjev je pokazalo, da projekt 2029 letos bi lahko bil izvedljiv, če boš tako treniral kot si. Prej si menil Berlin, pa Dunaj, no za vse tiste tam zunaj, ki vas to zanima, Dunaj je danes odprl, spet prijave, da tiste, ki še lani ste bili prijavljeni, 12. septembra naj bi bil, upamo, da bo. Jaz se tudi spogledujem s tem, da bi se udeležil tega maratona, konec koncev je blizu, pa Dunaj mi zmeraj všeč. 14 dni zatem je Berlin, tako da ti imaš slota za oboje že zagotovljena, tako ali pa drugače, ne? Da čez pol leta je popraven izpit v Berlinu. Ok, pol še na Dunaju 2029, v Berlinu 2025 pa je, pa Romanu še čestitko. Če utečem na Dunaju 2029, bom v Berlinu šel počas. Je rekel, bos bo šel. Počas, bom rekel, počas. Zame počas, tako bom rekel, ker da bi pa tvegal nek zdravje, to 14-dnevno razmikam, pa ne bom. Tako. Je pa pač prelepo, da bi pa zdaj tvegal za to, da bom pa za pol minute popravil, če bom.
Ker maraton je pač svoja zgodba, to je zgodba. Torej, zdaj si me dokončno pripričal, da se prijavim za Dunajski maraton, če drugega ne, hočem biti tam blizu, kakšno uro od zadaj, pol sicer, ampak v cilju, da vidim, pa bom imel itak, bom zmer telefon s sabo, pa spremljam v živo rezultate, ampak tam bom pa na isti progi, kot Jani Mulej, ki bo tekel 2:29, jaz bom šel pa, ajde, 1 uro kasneje, pa imamo oba dva svoje cilje za letos, za september narejene. Sloveniji ima manj dirk, zaenkrat vse je še bolj v luftu, pogovarjam se z organizatorjem, noben še nočem reči, da oddajo bom tudi naredil na to temo drug teden, ampak vem pa, to si pa ti včeraj delil in se rekel, te moram vprašati, na Jesenicah imate vsako leto, Zavod za šport organizira pomladni tek, letos prav v posebni kronometrski izvedbi. Dajva povabiti poslušalce in gledalke na ta tek, zakaj pa ne, no, kdor si res želi tekmovati, tekem ni, pa ne pride na Jesenico, na Jesenice naslednjo soboto se pomerati v tej posebni dirki. Daj kaj več povej o njej. Tako, jaz sem na Zavodu za šport Jesenice delal. To se pravi, jaz sem bil zaposlen kot vodja vzdrževanja teh objektov. Ta moj v bistvu bivši sošolci iz osnovne šole, sokrajan Gaber Šoran je pa v bistvu na športnem modelu, to zdaj on je bil včasih skakavt, zdaj precej kolesar, je v bistvu glavni organizator že od prvega pomladnega teka naprej. Ta tek mu precej pomeni kot organizatorju, pač lahko zagotovi to, kar lahko zagotovi, ker to je še zmeren državni sektor, ne more, ker mimo tega. Lani žal ni šlo, jaz sem ga vseeno tekel, sem ga solo vseeno tekel, virtualno ni debate. Letos je pa rekel, me je pa klical in rekel, kako bi se pa dal izvesti ta tek, in jaz sem mu povedal, da pač tudi na Riksu mu tekel, ko sem bil letos v Izoli. Enostavno mislim, da s tem individualnim štartom pa z vsemi protokoli ne bi smel biti problem. Če so občine odprte, seveda. In zdaj do tega prišlo, da bomo 20. marca tekli na Jesenicah 10, mogoče malenkost bolj težka kot ponavadi, ker bomo šli tam po kolesarski poti, ne bomo se smeli družiti, pač ukrepi so ukrepi, se jih moramo upoštevati. Bo pa fajn, no? Že sama ta prisotnost ostalih na štartu, v cilju, pomeni malo več, kot pa samo nek solo tek, nek solo trening. Tudi fantje so že rekli, da bojo probali kakšne dobre čase postaviti. Ja, bomo videli. Upam, da se nas zbere tam 100, 200. Bravo. Bi bilo super. Ja. No, ja. Evo, jaz se prijavljam takoj po tem podcastu, link bom nalepil spodaj, spoštovani in cenjene, prijavite se, mislim, da do 15. marca dobite še majico v paketu, če se prijavite, če sem prav, tako da Jesenice 20. marec, na zadnji, rečemo zimski dan pred pomladjo, ki nastoji potem v nedeljo, se splačajte na Jesenice na 10-kilometrski kronometer. Me res zanima, že s Firpca moram iti tole pogledati. Jani, kjero moče dirko bi pa še izpostavil in ti je pri srcu v Sloveniji reči, Radence so omenjala pa nočno desetko, pa Ljubljanski maraton, ima še kakšno, ki ti je umiljena, pa se zmer rad vračaš na njo? Jaz bi šel na vse, če bi Najboljši. Ko vidim recimo, da se trudijo, da bi organizirali tek trojk, pa nekaj let že nisem bil res v tekmovalnemu elementu, tam 2019 sem šel pomagati, sem nadomestil enega tekača, pa bi rad dolgo odtekel, res dolgo razdaljo. Sicer smo zmagali kratko, mislim, da smo kratko zmagali z Lukom, pa še s Tonklijem, dolgi mislim, da nismo zmagali, ampak dolgo bi pa res rad dobro utekel, ampak smola je, da je ravno čez en teden po Radenci in moraš si biti realen, da 2029 napadati za en teden prej s hribi malo težji. Sicer verjetno se bom udeležil vsaj kratke variante. Drugače pa, ne vem, Radenci, dvakrat sem bil, dvakrat sem zmagal, še celo generalno sem bil med 3, kar je zelo lepo. V prvo, ko sem bil prvak, so mi himno zaigrali. Bil sem na teletekstu, kar je bila moja življenjska želja. Res.
Tako da Radenci. V Ljubljano tudi rad pridem vedno, manjka mi tukaj še ena dobra 21, kar mi je pred Radenci nasploh manjkalo v državnih prvenstvih. Šenčurski izziv. Bravo. Bo omenila zadnji zmagovalec pred ukinitvijo. Tako. To je bila uličarka, ki nam bila vsem presrca. Ravna za dobre čase. Poj so bili teki, ne vem, vse imamo tukaj veliko teh tekov, mošenski tek. Verjetno se bomo malo tudi spogledali z temi dolenskimi pokali, ker fantje, rekreativci boljši dol se dobro razvijajo in moramo iti malo mešati štrene. Bravo. Na Štajerskem sem bolj malo tekel, nekaj sem, ampak ne veliko. Primorska v Istri, hrvaški teki, Poreč, Novigrad. Super, sploh Novigrad, ko sem skoraj da domačin dol, ko so odprte meje, ko imamo apartmama s partnerko dol. Mi tudi veliko pomeni tam teči. Plus še lepa nagrada počitnice v hotelu, če zmagaš, seveda, vedno ne zmagam, tako da je super, sem šel za to na Korčulo, ki verjetno nikoli ne bi videl drugače. Rad grem povsod. Tudi kdo me vpraša, pa zakaj si šel zdaj tisti dan na Reksov tek, recimo. Jaz sem šel kaj zares. Jaz nisem šel kaj, da bi pa zdaj turizem špilov. Zdaj sem šel pa kaj. Lepo mi je, tudi predvsej sem sledil ta Reksov tek, sem se ga že večkrat hotel udeležiti. Videl sem, da je tudi Urban Praprotnik zraven, da je ta njihova družina zraven in Venčeslav kot organizator, ki je super možakar in seveda. Super, nisi zmagal, treba povedati, tako. Pa zmagal. Zdaj, jaz sem šel kaj postaviti nov rekord trase. Tako. Moj prijatelj so tekač Uroš Rozman ga je moj. Pač mogel sem malo vršiti, da bo še kdo se bolj potrudil. Zdaj so komi na stravi zelo popularni. Je treba kakšen čas postaviti. Kot je rekel Marko, mogoče pogrešam eno zaresno, za nas zaresno dirko okrog Brda, kot je bom rekel. Ker zmeraj me vprašajo, kakšen imaš pa ti oseben rekord okrog Brda. In jaz imam, ne vem, mislim, da 32-20 oseben rekord. To je merilo na Gorenjskem. To se pravi, če bi jaz to šel brez dolgih hlač teč, pomlad, v top formi, sem pripričan, da tečem precej hitrej, ampak ne grem. Zakaj ne grem? Zato, ker sem drugje. In je škoda, mogoče res škoda tega, no. Ker po zim pa večinoma nisem nekaj dobro pripravljen, sem bolj polh, tako bom rekel. Pa ni druge, da jaz pokličem fante od Zajcev, ki so tam, imajo domicil nad zimsko ligo, pa zberem naše fante, pa se zmenimo, pa naredimo začetki jesen ali pa konc poletja, mogoče en fajn tekaški izziv okrog Brda, to za vse zanimiv. Vse ni treba veliko organizacije, konc koncev je tim neprometna pot, tako da, si mi dal še meni eno kost zaglodati. Super, Jani, deva čisto zakončiti, čisto malo pokomentirati to tehnologija, ki je v zadnjih 2 letih nedvomno zaznamovala, rekel, večino ali pa kar vse svetovne rekorde, državne rekorde, pač celo tekaško sceno je tehnologija pač super copat, to je nedvomno, Nike Vaporfly so naredili revolucijo, danes so vsi teče v njih ali pa pač v prototipih, ki jih delajo druge blagovne znamke. Kakšno je pa tvoje mnenje o tem? Ti si rekel, si fan Hoke, tudi Hoka dela, rekel, na tej tehnologiji z pač Carbon X-om in tako naprej. Kaj pa ti meniš o tem? Pač to je najbrž pač razvoj gre naprej, to je legitimno, tvoj pogled, mogoče na kratko. Seveda. Letos, ko sem bil v Konjicah na tem državnem prvenstvu, mi je sotekač Aljaž Makovec mi je dal za probati te. Je super občutek, no. Mi je dal par korakov, sem potekel. To se pravi, ni tak copat, da bi obremenil, ne vem kaj, ahilove tetive, kar jaz ko opazim seveda s tem svojim bolečinam, je udoben copat. No. Mogoče, kar gledam, da malo smešen večina teče v njih, to se pravi, da nasploh tehnika teka je tam pride še bolj do izraza, z boljšo tehniko, to se pravi, lepš tečejo v njih, ker so zelo visoke. Tudi sam sem se spogledoval z njimi, da bi pa to celo kupil, pa da bi to celo probal.
Ampak mislim, da se ne bom tega poslužil, ker za moj čas, ki si ga želim, je prav, da se držim tistega, kar imam, pa tistem pokažem, to se pravi neko, ne vem, kaj bi rekel, da ni takih razlik kljub vsemu v teh copatih, no, da se da kot normalen rekreativc boljši odteči z vsakim copatom zelo dobro. No, tako. Verjetno bom tekel in Radance in Berlin in Dunaj z Carbon X2. Sicer jih imam šele na novo, tako da sem jih samo noter na stezi probaval. En kos sem pa 3 pare, v bistvu eden je še dober. Ta prvega sem dobil brezplačno, ker sem zmagal na enkero dirko, ampak v glavnem copat je super. Malenkost je mogoče pri enki bilo problem s to peno, Makedama ni tako rad videti ta copat. Zdaj z dvojko je pa to izboljšano. Tako da je pa tak copat, kjer mu pa res uživam tečno. Sicer zmeraj je v glavu malenkost, ja, pa je malo pretežek, ampak mislim, da za ta tempo, ki ga jaz planiram za maraton, je idealen copat. Tehnologija pa seveda, vsi najboljši tekači bojo imeli tisto, kar je najboljši. In tudi, ko sem Berlin fotografije gledal, videe, vsi so imeli Nike Alpha Fly. Nisem profesionalc, tako da zakaj so se vsi odločili za to, a Adidas lahko konkurira, nekaj sem videl rezultate, da je Adidas pometu v koncu lanskega leta, ko so bili te maratoni, tudi ASICS je nekaj pripravil, ni pa vse za vsadzga, no. Ni pa vse za vsadzga. Zame, ko imam slabo tehniko, ko zelo hitro padem na pete, to se pravi, korp opusti, v prvi utrujenosti padem na pete, copat tipa agresiven copat, lahek ni tako bom rekel. Tukaj sem verjetno tudi staknil te svoje poškodbe, no. Ker sem pretiraval na tem nivoju. Tako. No, evo, lepo sva pripravila tole do konca, Jani. Veliko, bom rekel, novih stvari sem izvedel o tebi, ki so me zanimale. Jaz mislim, da gledalstvo še bistveno več, rekel, izjemen pogled si dal pač v to, kako teko razmišljaš, kako v njemu deluješ, mi je zelo všeč, v marsikateri stvari se zelo strinjam. Mislim, da si spoštovanja vreden tekač, atlet sem te imenoval, jaz te imam za atleta, karkoli si boljši rekreativec, ampak jaz temu rečem atlet. Jani, jaz se ti zahvalim za tvoj čas, tvojo energijo. Hvala, ker si se hvala tebi za vabil. Z veseljem, res mi je bilo veselje. Velika čast je zame vsakič, ko lahko v kakšni taki debati sodelujem. Ali pa tudi, kot sva danes dostikrat rekla, tudi če me kdo povab na kakšno, to se pravi, na kakšno skupen trening, velika čast, sigurno. Tudi rekreativni teki, pa ni potrebe po brezplačnih, ker se pravi finančno sem kar v redu situiranjem in mi tist štartina pomeni raj dan še več, kot pa tako, še kakšnemu drugemu. Je pa veliko pomen to, ja, nam boljšim rekreativcem take stvari. Tako. Super, Jani. Vsekakor tvoj projekt 2029 zdaj je v našem fokusu, bomo spremljali, navijali. Že zdaj ti želim vrhunske treninge do takrat, če ne prej jeseni. Dunaj, Berlin sta v fokusu. Tole vem, da se boš zdaj maksimalno pripravil oddelov. Ostani zdrav, Jani, ostani zagret za tek. Enako. Ostani tak dečko, kot si, se vidva tam zunaj na Brdu najbrž. Tako. Lep pozdrav, hvala ti. Enako, no, živja. Čau. Živja.